Pesem Vidi dlje 2025. Ko sonce zjutranja zarja žareče preplavi nebo, se na poti lahko izgubimo. Ljudje, ki zremo v temo, v temi je včasih hladno in včasih posebej mračno. Izgubiti se njej ni težko, ko sonce preplavi nebo, a včasih je v temi prijetno toplo, ko srečaš nekoga, ki nežno z dotikom Božja duša ima nekoga kot ti, ki znaš videti brez oči, ki me bodriš, ko sem brez moči. V življenju se včasih zgodi, prav v temi se znajdemo vsi. Je pomembno, da veš, da nisi sam, da nekdo ti ponuja toplo dlan. Lahko se znajdeš na robu moči, pred oviro, ki zaboli. Ne veš, kako naprej skozi temo, ko sonce spet preplavi nebo, a včasih je v temi prijetno toplo, ko srečaš nekoga, ki nežno z dotikom Božja duša ima nekoga kot ti, ki znaš videti brez oči, ki me bodriš, ko sem brez moči. Odstiraš tančice, da zmoram za srce svetlobo noči, in ko sonce zjutraj ponovno preplavi nebo, vem, da ob tebi kljub temi dobro bo, ker včasih je v temi prijetno toplo, ko srečaš nekoga, ki nežno z dotikom Božja duša ima nekoga kot ti, ki znaš videti brez oči, ki me bodriš, ko sem brez moči. Hvala. Odlično, krasno. No, ko sem poslušal Zarino pesem, naj povemo, da smo to prireditev otvorili slovesno z prvo zmagovalko pesmi Vidi dlje izpred 2 let. In Zara, ne vem, če si kdaj razmišljala, ko si pela tole besedilo, da je to neka himna pesmi Vidi dlje, ker pesem daje pogum, ko si brez moči, pesem vidi tudi v temi in tako naprej in prinaša toplino. Skratka, lahko bi rekli, da je prva zmagovalka izpred 2 let pesmi Vidi dlje neka himna za v bodoče.
Ampak mi se bomo danes prepustili drugim izvajalcem, ki so se prijavili na letošnji festival, ampak zdaj sem spet malo v zadregi. Ne vem, če sem jaz sposoben tako kvalitetno prireditev sam odvoditi. Malo me nekaj v grlu, pa vse veste, viroze pa to. A bi mi kdo pomagal? O, pa gledaj, pa se je ena javila. Pa še lušna je, saj po glasu sodeč. Glas vidi dlje. Hvala. Jaz sem Jelena, ni mi ime Lušna, ampak hvala za ta kompliment. Ko sem videla, da se nihče ni javil, sem se jaz, ker moram reči, da mi je res v čast in veselje biti tukaj in Zarina pesem upam, da mi ni preveč maskare razmazala, ker je res krasna in zelo himnična, tako kot si Sebastian rekel. No, naj te potolažim, da je tule veliko takih, ki ne vidijo, tako da se svojo maskaro nikar ne obremenjuj. Veš, nekoč je mene nekdo vprašal, kako se pa ti briješ, ko ne vidiš. Pa za neko veliko lažje kot ti. Je rekel, kako pa? Je rekel, sem rekel, zato ker mi ni treba zjutraj v ogledalu gledati zmačkanga in dolgočasnega obraza kot tebi. Bravo. Tako. Jelena, in ker si se že javila, je prav, da te preizkusimo kot voditeljico, zato povej nekaj o sami današnji zadevi. Ok, se pravi, naslov je Pesem vidi dlje, tretja izvedba, to sem prav povedala. Zdaj to naštevaš kot iz učbenika. Skušam, da vidim zdaj, če je to izpit ali kako bo šlo. Ja, v redu. Ja, ne vem, kaj si hotel v resnici. Ja, kar povej, kaj se bo dogajalo. Se pravičujem. Skratka, letošnjega zmagovalca bomo izbrali med 4 izvajalci. Zagotovo pa vas zanima, poleg tega, kdo bo seveda izvajal pesmi, kdo jih bo izbiral oziroma kdo bo zmagovalca izbral. Takole. Začeli bomo z medobčinskimi društvi slepih in slabovidnih. Temu se reče. Naj povemo, da se jih je javilo 7 od 9. Odličen izkupiček v resnici. To je neke vrste glas ljudstva, potem imamo pa strokovno žirijo, ki jo letos sestavljajo Miha Guštin Gušti, Manca Trampuš, Zara Smrtnik kot predstavnica slepih in slabovidnih glasbenikov ter Janez Kernc, predsednik odbora za kulturo pri Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije. Okay? En aplavz za žirijo, tako glas ljudstva kot strokovno. Tako. No, toliko je zdaj o žirantih, zdaj pa seveda nas zanima, med kom se bomo odločali, oziroma se bodo odločali. Ne? Grum, Kuhar, Osolnik, Pleskovič. Bravo, izpit si opravil. To ni za nabor vojaški. Ne, to je kratica. GKOP. Kaj pomeni? Glavni, ki obožujejo petje. Bravo. Pa saj so glavni. Prijavili so se, upajo si, zmorejo, hočejo, znajo. Kaj hočeva še več? Ja, jaz si ne bi upala. To sem že povedala. V redu. 5 zagotovo ne. Skratka, bojo pa nastopili po abecednem vrstnem redu, tako kot si jih naštel. Ne? Ja. Zdaj si ti na vrsti. Zdaj sem pa jaz na vrsti. Da prvega napovem. Odlično. No, vidite, nimava posluha, imava pa dar govora. 5 bova začela midva šele takrat, ko ne boste hoteli domov in bodo delavci zveze že vse pospravili. V redu. Obljubiva. Takole, rekli smo, Tadej Grum, lanski zmagovalec pesmi Vidi dlje, prijavil se je do sedaj vsa 3 leta in bil zelo uspešen. Upamo, da bo tudi tokrat. In Tadej, vabim te počasi na oder. Tadej je študent novinarstva, veliko smo že o njem povedali. Morda še samo to, da je njegova pesem Na temni strani večera. Jaz sem za vsako pesem dobil neko asociacijo in ja, ugotovil sem, da v Skandinaviji vsaj pol leta tole ne bi mogla biti himna. Okay. Tadej Grum, Na temni strani večera. Pojdi z mano
sonce. Se kdaj vprašaš, kaj je tam za nebom, ali pomisliš, kam gre luna v mlaju, kdaj opaziš hladne sence v maju. Kam se skriješ, kadar mrak gosti se, te je groza groma iz črnine, se prekrižaš vsakič, ko dan mine. Pridi z mano onkraj sonca, pojdi z mano v temno noč, bodi z mano, ko je konec dni. Snemi bele rokavice, dlan podaj mi v mojo noč, tema ni tako črna, kot se zdi. Se kdaj utapljaš čar globin tolmuna, se kdaj utapljaš čar globin tolmuna, kdaj pustiš vrtincu se tajfuna. Daj reci kaj, tišina kruto zazveni, hlad, kakšen hlad, predramim se v spoznanju, da te ni. Pridi z mano onkraj sonca, pojdi z mano v temno noč, bodi z mano, ko je konec dni. Snemi bele rokavice, dlan podaj mi v mojo noč, tema ni tako črna, kot se zdi. Pridi z mano onkraj sonca, pojdi z mano v temno noč, bodi z mano, ko je konec dni. Snemi bele rokavice, dlan podaj mi v mojo noč, tema ni tako črna, kot se zdi. Pojdi z mano, pojdi z mano, pojdi z mano, pojdi z mano, pojdi z mano onkraj sonca, pojdi z mano onkraj sonca. Pojdi z mano, pojdi z mano, pojdi z mano, pojdi z mano, pojdi z mano onkraj sonca, pojdi z mano onkraj sonca. Takole je pozitivno otvoril tekmovalni del Tadej Grum. Besedilo za tole skladbo je napisal Ivan Mlačnik, melodijo Rok Janežič, aranžma pa Mitja Osolnik, ki ga bomo danes tudi še slišali. Sedaj je pa na vrsti drugi. Aleš Kuhar, pa me nekaj zanima, pač kaj veš o njem, ker vidim, da veliko veš, pa še to, vidim, da je vse prepleteno. Aleš Kuhar je, kaj pa je prepleteno? Ja, Mitja Osolnik je napisal besedilo za to skladbo, ki je bila prej, potem bo izvajal, tako da vidim. Aha, ja, vse je prepleteno in to je tudi čar tele pesmi vidi dlje, da se vidi, da so slepi domala doma v glasbi. Skratka, vse povsod se znajdejo, kot aranžeri, kot pevci, kot
inštrumentalisti, no kot aranžer je Mitja v bistvu prvak med njimi, a ne mislim, da se samo on resno z aranžmaji ukvarja, ampak vendarle ja. Vse je prepleteno, vse kot sta prepletena pomlad, ki se prebuja, pa ljubezen, tako je pri slepih prepleteno glasba, sodelovanje, prijateljstva, vse se nekako prepleta in tke, a ni to lepo. No, če se me pa vprašala o Alešu Kuharju, Aleš Kuhar ima zelo rad glasbe, obožuje računalnike, nastopal je tudi pri Deji Mušič v oddaji Karaoke, mislim, da je takrat pel Belo snežinko, ne vem pa, če veš, da je s tisto Belo snežinko takrat šel nastopati v Kranjsko Goro na Karaoke in ko sta se s prijateljem peljala z avtobusom iz Kranjske Gore v Škofjo Loko, je tako snežilo, da so imeli celo karambol. Ojoj. Tako. To je bila velika bela snežinka. Tako da ima Aleš moč priklicati z Belo snežinko veliko snega, zato danes je rekel, da ne bo pel o snegu, ampak o čisto nečem drugem. O čem nam bo pa zapel sam. Tako. Aleš Kuhar. Bil teman je vsak moj sončen dan, v nočih sijale zvezde so zaman, zlate mesečine črne znam. Spoznal sem, ko si mi podala tvoj korak me vodi v sončnih dneh. V gozdu viter skriva najin smeh. Če tudi ni luči v mojih očeh, našel srečo v tvojih sem dlanih. Skrbno čuvam tebe, moj zaklad, dala si cvetočo mi pomlad. Zvezdnate noči poklanjam ti, ti si sonce mojih temnih dni. Skrbno čuvam tebe, ljubim te, tebi sem zaupal vse želje. Svet spoznavam s tvojimi očmi, le ljubezen zvesto vračam ti. Gozdu viter skriva najin smeh. Našel srečo v tvojih sem dlanih. Zvezdnate noči poklanjaš mi, le ljubezen zvesto vračam ti. Skrbno čuvam tebe, moj zaklad,
cvetočo mi pomlad. Zvizdnate noči poklanjaš mi, ti si sonce mojih temnih dni. Skrbno čuvam tebe, ljubim te, tebi sem zaupal vse želji. Svet poznavam s tvojimi očmi, le ljubezen zvesto vračam ti. Le ljubezen zvesto vračam ti. Le ljubezen zvesto vračam ti. Jelena, naj ti zaupam eno skrivnost. A veš, da če bi ne bil tako štorast, ne samo za petje, ampak tudi za ples, bi te pa ob temle Aleševem glasbenem nastopu povabil na plesišče. Ne boš verjel. Ja, en aplavz, prosim. Da sem medtem, ko je Aleš pel, sem točno to razmišljala. Če ne bi bilo tukaj toliko kablov in če ne bi bila jaz v previsokih petah zase, bi te jaz povabila na ples. Ja, jaz sem mislil, da boš rekla tako kot ona Italijanka, ko je pohodila do Lenca s petami med plesom. Pa rekla skuzi, je rekel, ne bi bilo skuzi, belejlu, pa ko sto v hudiču. To bi tebe bolelo, če bi se jaz Ne. Prepričan sem, da tebi veliko bolje gre, predvsem ples skozi življenje, kot meni, ampak pustiva to. Ja. Nadaljujemo, ne? Dan tretje točke. Ja. No, o njem sva že govorila. Aranžer, producent, komponist, pevec, Mitja Osolnik, vsi ga dobro poznate, tudi športnik, kegljač, skratka, kar nekaj nazivov si je nadel skozi življenje, da pa svoje delo resnično obvlada, bo dokazal kar sam. Kot je dokazal tudi že v prvi naši prireditvi pred 2 letoma, ko se je takrat prijavil skladbo Prvi plan in bil drugi, in tudi tako je dokazal, da je res majster svojega posla. Mitja Osolnik. Evo. Dolga je cesta do cilja, do mesta, kamor korak si želi. Še preden verjameš, ob cesti ostaneš, duša obupno kriči. Poberi me, jaz hočem naprej, poberi me prek postavljenih mej, poberi me, jaz nočem ostati, poberi me. Pobrat
zlata kolisa, zapuščaš nebesa, že si čist blizu pekla. In čakaš nekoga, ali vraga, ali Boga, da skupaj naprej bi odšla. Poberi me, jaz želim si naprej. Poberi me prek postavljenih mej. Poberi me, jaz nočem ostati. Poberi me, poberi me. Nočem ostati. Poberi me, jaz želim si naprej. Poberi me prek postavljenih mej. Poberi me, jaz nočem ostati. Poberi me, poberi me. Oh, 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 poberi me. Oh, oh, oh. Jelena, zdaj pa zapri oči. Okay. Pa ne zato, da bi videla, kako se počutimo mi v svetu teme, ampak enostavno zato, da si boš nekaj predstavljala. Greš po pločniku, pa zagledaš na tleh 200-evrski bankovec, ki takole kot Mitja lepo zapoje. Poberi me. Si predstavljaš? Greva naprej. Ja, k zadnjemu tekmovalcu. Že? Ja, prehitro gre. Jaz imam občutek, da smo šele začeli. Saj smo v resnici, ampak tudi zaključujemo že z nastopi tekmovalcev. Z nastopi, tako. Ja. Kaj sva rekla? Uroš Pleskovič. Odkritje letošnje, ne samo prireditve pesem Vidi dlje, ampak glasbeno pevsko odkritje letošnjega leta. Njegova pesem v njegovi izvedbi je sveža kot sveža žemljica. Ja, je pa res, da me pa znova asocira. In sem odkril ob njegovi pesmi, da zna biti ljubezen kot navigacija. A ne? Ker on reče, obrni se, ona pa preračunavam. Uroš Pleskovič, skladbo Obrni se, avtor besedila je nekam znan mi je, Sebastian Kamenik, ga poznate, ne vem. Avtor melodije Uroš Zagožen, aranžma Jani Lipičnik. Težkega je med naju dva, za zaveso molka se drug pred drugim skrivava, vsi trenutki najini polni radosti, le še senca so nekdanjih dni, kar ostalo je le
mok sta in solzi in občutek, da zaman je vsako upanje, da jo stani še. Lahko ti rečem le, zadnjič v mehko bolast, tiho zašepetam. O, prosim, daj obrni se, čeprav šele enkrat, na pol poti ne pusti me. Ne zapiraj vrat, saj še drevesa na jesen vse odvržejo, da ko pomlad povrne se, znova zacvetu. Vem, vrniti se ne da, kar zaigrala sva, vsak zase v novi dan bova jadrala, daj ostani še. Znova rečem ti, zadnji mi poljub postal, spomin povečen. O, prosim, daj obrni se, čeprav šele enkrat, na pol poti ne pusti me. Ne zapiraj vrat, saj še drevesa na jesen vse odvržejo, da ko pomlad povrne se, znova zacvetu. O, prosim, daj obrni se, čeprav šele enkrat, naj ta noč ne vzame te, preveč imam te rad. Še ena noč najstkana bo iz majhnih nežnosti in po kavi novo naj. Jutro zadiši, zadiši. Pesem Vidi dlje 2025 in ja, verjemite mi, da po vseh 4 slišanih skladbah si ne upam jaz videti dlje v prihodnost, katera bo izbrana, kajti verjemite mi, da tole leto pa res ne bi rad bil v koži strokovne žirije in ne v koži ocenjevalcev glasa ljudstva, se pravi članov medobčinskih društev slepih in slabovidnih, kajti naloga je izjemno težka. Jelena, eno skrivnosti še povem. Še eno. Okay. Veš, zakaj sem jaz imel v življenju največ težav? Ne. Ker sem se požvižgal na pravila. Ampak ker v prireditvi, kot je naša pesem Vidi dlje, to pač ne gre, da bi se kar tja povprek na pravila požvižgali, seveda rabimo nekoga, ki nam bo pravila glasovanja razodel. In ker vem, da si ti veliko bolj pridna od mene, da voziš po omejitvah, medtem ko jaz sploh ne vozim, da boš povedala, kakšna so bila pravila glasovanja oziroma nekaj podrobnosti okrog tega. Imaš neverjetno srečo, ker se res držim pravil in tudi navodila berem, kar ni najbolj običajno. Ja, ženske so ponavadi tiste, ki v vsakem mikserju preberejo cela navodila, kot da je to čtivo. Ja, se je.
In to dobro čtivo, napeto čtivo. Ne veš, kaj se bo zgodilo naslednje, včasih te zapele. To je kot kriminalka. Mislim, samo povem, zame. Odlično. Tako da mislim, da sem ta pravi človek na pravem mestu za to, da povem, kakšna so pravila. V to ne dvomim. 6 točk, po mnenju žirantov, dobi izvajalec, ki so ga uvrstili na 4. mesto. A ne? Zdaj sem začela kar tako na bum, ampak točkovanje, no, o teh pravilih govorimo. O teh, seveda. Tako. 8 točk dobi tisti, ki so ga žiranti uvrstili na 3. mesto, 10 točk dobi drugouvrščeni, po mnenju žirantov, in 12 točk podelijo izvajalcu, ki jih je najbolj navdušil. Ne? 7 članov, se pravi 7 društev, Tako. pa koliko... In 4 člani 4 strokovni člani žirije. komisije, pa kdo bo to računal? In to ravno danes, ko je baje svetovni dan matematike. Bom jaz računala, ok? Ok. Zdaj, to bo najnovala skrivnoška, nekdo drug računa. No, skratka. Najprej glasujejo medobčinska društva slepih in slabovidnih in sicer je glasovanje potekalo prek Zooma, vse skupaj je glasovalo 7 društev in zdaj bomo pogledali glasovanje prvih 3 društev. Mi dva kar tukaj ostaneva. Odlično. Ja. V veliko čast si štejem, da vas v imenu Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije in ožje ekipe, ki pripravlja pesem Vidi let 2025, prav lepo pozdravim iz ljubljanskega studia, dobesedno studia. Se s tehničnim mojstrom Rokom trenutno nahajava v snemalnem studiu v knjižnici za slepe in slabovidne Minke Skaberne na Kotnikovi v Ljubljani. Torej v snemalnem studiu, kjer naši bralci tako rekoč nenehno pretvarjajo tiskane knjige v zvočne. In za povrh samo še toliko, da je studio samo nekaj korakov stran od prizorišča oziroma od odra, na katerem se širšemu občinstvu v petek 14. marca predstavljajo 4 slovenski izvajalci. Torej tako, glasbeno tekmovanje slepih in slabovidnih glasbenikov letos poteka že v 3. In tako kot v prvi izvedbi bomo tudi letos slovenskega zmagovalca pospremili na zaključno tekmovanje Low Vision Song Contest, ki bo maja potekalo v Berlinu. Se pravi, da nas čaka po eni strani prijetna, po drugi strani tudi zahtevna naloga, ne, da tja odpeljemo najboljšega. Mislim, da smo si vsi enotni v tem. Ali bo to Aleš Kuhar s skladbo Ti si moj svet, ali bo to Uroš Pleskovič s kompozicijo Obrni se, bo to mogoče Mitja Osolnik s pesmijo Poberi me, ali pa Tadej Grum skladbo Na temni strani večera, boste odločali medobčinska društva slepih in slabovidnih Slovenije in strokovna žirija. Bomo kar začeli z glasovanjem in ker bomo rekli tako, ker glasba ni sama sebi namen, ampak je prvenstveno ustvarjena za njene odjemalce, se pravi za publiko, je prav, da se najprej obrnemo prav k vam, spoštovani predstavniki medobčinskih društev slepih in slabovidnih, ki nam boste voljo, bomo rekli, vaše publike, vaših članov posredovali prvi. In kot veleva pravilnik našega tekmovanja, bo ta čast ponovno doletela medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Celje. Lep pozdrav, Sanja. Ja, hvala za besedo. Lep pozdrav iz Celja v imenu celotne ekipe medobčinskega društva slepih in slabovidnih Celje. Čast mi je, da so me določili, da podam glasove naše ocenjevalne komisije, ki je bila pač oblikovana za dodelitev glasov, za dodelitev točk pesmim, ki letos sodelujejo na dogodku Pesem Vidi le. In sicer naša komisija se je odločila takole, da 6 točk podeli Alešu Kuharju za skladbo Ti si moj svet. 8 točk dodelujemo Tadeju Grumu za pesem Na temni strani
večera. V redu. 10 točk, to smo pa že zdaj pri odločilnem koraku, tako 10 točk prejme od nas za skladbo Poberi me, Mitja Osolnik, in zmagovalnih 12 točk Uroš Pleskovič za skladbo Obrni se. Uroš Pleskovič vas je nekako najbolj prepričal. Lepo. Sanja, najlepša hvala za predane glasove iz celjskega društva. Lepo se me, ostani z nami na liniji. Jaz pričakujem, a si ti zraven na prireditvi tudi kot obiskovalka? Lepo. Kot obiskovalka, tako da se vidimo v petek. Odlično. Hvala lepa. Še enkrat iz Celja v Kranj. Darko in Emil sta z nami. Lep pozdrav. Lep pozdrav iz Kranja. Tudi v Kranju se je za namen ocenjevanja in podelitve glasov pesmim za tekmovanje Pesem Vidi dlje 2025 sestala žirija, sestavljena iz članov društva in delavcev Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Kranj. In po tehtnem premisleku smo se odločili in podelili naslednje točke. In sicer 6 točk Uroš Pleskovič za pesem Obrni se. 8 točk Aleš Kuhar s pesmijo Ti si moj svet. 10 točk Mitja Osolnik s pesmijo Poberi me. In zmagovalnih 12 točk Tadej Grum s pesmijo Na temni strani večera. Hvala lepa, Darko in Emil, in takoj letimo v našo sosesko, v Ljubljano. Z nami je Darinka. Pozdravljeni vsem prisotnim. Na MDSS Ljubljana smo zaposleni na društvu dodelili glasove naslednjim. In sicer Aleš Kuhar, Ti si moj svet, 6 točk. Mitja Osolnik, Poberi me, 8 točk. Uroš Pleskovič, Obrni se, 10 točk. In Tadej Grum, Na temni strani večera, 12 točk. Zabeleženo, Darinka, jaz bom rekel zdaj tole samo to. V tem trenutku bom predal besedo voditeljema, ki bosta trenutne oziroma začasne rezultate pokomentirala. To smo mi dva. To so mi dva? Ja. Ti, kdo pa je tale, ki nama takole veselo odžira delo, kar iz Svočnikov? Ne bom komentirala, čeprav sem bila pozvana k komentarju. Okay. Kako bova zdaj se ozrla na to tablo, ba jaz so nama pripravili nek semafor, rdeča, rumena, zelena. Ne, to ni ta semafor. Ne. To je točkovanje. In sicer... In kaj je na tem semaforju? Zdaj bom šla malo okrog tebe. Izvoli. Tak. Joj, to se pa redko zgodi, da ženske okrog mene plešejo. To ni koreografija, sam to povem. Slišali ste, kako so glasovala prva 3 od skupno 7 medobčinskih društev za slepe in slabovidne. Njihove točke zdaj lahko tudi vidimo na lestvici. Tako, Aleš Kuhar 20 točk, Mitja Osolnik in Uroš Pleskovič 28 točk in Tadej Grum 32 točk. En aplavz za vse po prvih 3 glasovanjih. No, ko si že hodila okrog mene, ne? Čakaj, grem še enkrat. No, dej. Evo. Kako krasno. Sem se spomnil naše stare mame, ko je šla na Brezje. Pa je bilo še malo zgodaj, pa je šla na zajtrk, pa je en šnopček vzela, pa žemlo not pomakala. Potem je prišla pa v cerkev, pa je rekla: O, Marija, sem mislila, da bom jaz hodila okoli tebe, pa ti hodiš okoli mene. Tako, ja. No, jaz mislim, da je prav, da nadaljujemo z glasovanjem naslednjih 3 društev. Absolutno, ker imam občutek, da iz, kako se reče temu, v dekado glasovanja govorim večje neumnosti. Tako da ne vem, kako bo mene na koncu občinstvo ocenilo. Ja, ne vem. Nimamo tega glasovanja, nismo odprli. Odlično. Naslednje 3 društva. Lep pozdrav Keti v Novo Gorico.
Dober dan, lep pozdrav vsem vam. Naši člani so glasovali po tem redu. Izvolite. 6 točk, Uroš Pleskovič za skladbo Obrni se. 8 točk, Aleš Kuhar za skladbo Ti si moj svet. 10 točk, Tadej Grum Na temni strani večera. In zmagovalnik 12, Mitja Solnik, Poberi me. Dobro, hvala lepa še enkrat, Keti. Virtualno smo že v Novem mestu, skupaj z Marjano. Ja, živijo še enkrat. Marjana se je že prej opravičila, s kamero nekaj ne štima tako, ampak jo imamo v zvočni obliki, v zelo jasni zvočni sliki, bom rekel, tukaj z nami. Povejte, Marjana. Pri nas so glasovi naslednji. Mitja Osolnik 6 točk, Tadej Grum 8, Aleš Kuhar 10, Uroš Pleskovič 12 točk. 12 točk, odlično. V redu. Odlično, najlepša hvala, Marjana, za glasove. To bodo sploh rekli tisti, ki so jih iz vašega nabora pobrali največ. Hvala za sodelovanje vsekakor. In smo že, tukaj moram zmeri paziti, da ne rečem narobe, se pravi na Ptuju. Gospa Cvetka, beseda je vaša. Ja, lep pozdrav tudi s Ptuja. Naša komisija je glasovala tako. Uroš Pleskovič 6 točk, Tadej Grum 8 točk, Aleš Kuhar 10 točk in Mitja Osolnik 12 točk. Sijajno. Kaj ne rečem za na konec? Zelo sem vesel, da ste se odzvali in seveda vsi skupaj bomo, predvsem pa glasbeniki, bomo zelo veseli, če se boste tako vi, ki ste danes sodelovali v tem glasovanju, kot vaši člani, svojci, prijatelji, kdorkoli udeležili zaključnega izbora, ki bo 14. marca, se pravi ta petek ob 15. uri v knjižnici za slepe in slabovidne Minke Skabrne na Kotnikovi 32 v Ljubljani. Hvala lepa še enkrat in do prihodnjič. Srečno. Hvala. Naslednje. Adijo. Takole. Jelena, zdaj si zopet ti na vrsti, da preračunavaš, je pa treba še nekaj povedati, preden začneš preračunavati. Ja. Ne samo naša današnja prireditev ni imela malih začetniških težav, pač pa tudi pri glasovanju in so člani Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Maribor glasovali naknadno z dovoljenjem organizatorja, z vsemi regularnimi pravili, vse je posneto. In kaj praviš? Da si to zelo lepo povedal. Jaz ne vem, tako da očitno nekatera pravila ti grejo od rok. Ja. Hvala, gospod predsednik, hvala. Tako, ja, glasovati mora še Maribor, a bomo mogoče dobili semafor za potreh ali Maribor direkt? Po Mariboru. Po Mariboru, to ti veš, da še sem pozabila. Iz Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Maribor so nas obvestili, da zaradi tehničnih težav niso mogli biti del skupnega Zoom glasovanja, torej z ostalimi društvi slepih in slabovidnih, ker pa nam je seveda to povezavo zdaj le uspelo vzpostaviti, je prav, da poberemo tudi njihove glasove. Dober dan, Maribor. Kdo je z nami iz Maribora? Uroš. Uroš. Tehnične težave smo uredili. Mislim, da je res prav, ja, seveda, da tudi vas vključimo v to. Tako da lepo prosim, predajte svoje glasove. Grum 6 točk. 6. Ponovim, se pravi Grum 6 točk. Ja. Dobro. Pleskovič 8 točk. Pleskovič 8. Uroš Pleskovič 8 točk. Tako. Kuhar 10 točk. Kuhar 10 točk. Aleš Kuhar 10 točk. Tako. Pa Mitja Osolnik 12 točk. 12. In Mitja Osolnik 12 točk. Ja.
Super. Najlepša hvala za vaš trud, da smo vsi skupaj, bom rekel, zmogli te tehnične prepreke in tako naprej in da se še enkrat hvala, da ste sodelovali v glasovanju za pesem Vidi dlje 2025. Lep pozdrav v Maribor, srečno. Hvala, vse dobro. Zaradi veselega dogodka pred 14 dnevi se ni mogel udeležiti odlične predstavitve mladih glasbenikov tukaj v knjižnici, pa je obljubil, da nas obišče ob eni drugi priliki in mi smo tega zelo veseli. Dragi Aleksis, veliko veselja s tvojo novo sestrico in pa obilo užitkov ob igranju saksofona. Danes pa te užitke deli z nami. Zdaj, Aleksis je odigral Kekčevo pesem in mislim, da je bila predsedniku tako všeč, da si je zraven pel. Tako da, Aleksis, potem te bomo še enkrat povabili na oder. Ne še iti, prosim. Gremo naprej, strokovna žirija. Kaj si hotela reči s tem? S čim? Da je med slepimi igrati predsedniku ravno tako, kot je bilo včasih Avsenikom igrati Titu. Najmanj tako. Okay. Gremo naprej z... zdaj so nam pa točke že dali. Čak, zdaj grem spet okrog tebe, da ne boš zmeden. Evo me. Ne bom. Madonca. Ne vem, kdo vse vidi to tabelo, ampak to je... Bolj malo vas biti, ker sem jaz zablokirala. Eni so že preračunavali, že ploskali. Ja, to je že zeleno, to je vse zeleno. In ne boš verjel, to je izjemno izenačeno. Takole bom šla. Zaključili smo z glasovanjem vseh 7 udeleženih medobčinskih društev. Trenutni pogled na lestvico pa nam razkriva naslednji vrstni red. Trenutno 4. mesto zaseda Aleš Kuhar z 58 točkami. Na 3. mestu je Uroš Pleskovič s 60 točkami. Na 2. Tadej Grum s 64 točkami, trenutno 1. mesto pa zaseda Mitja Osolnik s 70 točkami. Ja, vidiš,
Tako da pa potem glasovanje naredi sliko čisto drugačno. Čakaj, še enkrat gremo okrog tebe, mislim, da bojo zdaj spet nekaj predvajali, pa ne bom blokirala. Kot sem že rekla, strokovna žirija mora zdaj še glasovati, ne? Točno, in letos imamo precej eminentno strokovno žirijo. Začela bo Manca Trampuš in sicer pevka in kitaristka skupine Koala Voice, edina ženska tudi v tej skupini sicer. Ena redkih skupin, ki ima za eno svojo skladbo čez 1 milijon ogledov na YouTubu. Ja, skladba se imenuje Ker je tu vse tako lepo, ne? Tako kot danes. No, in ker je tule danes vse tako lepo, kaj če bo naša oddaja Pesem vidi dlje imela čez 1 milijon ogledov? No, najmanj! No, da vidimo. Evo, Manca je že v gozdu. Živijo, jaz sem Manca iz Koala Voice in tole so moje točke za Pesem vidi dlje. 6 točk prejme skladba Ti si moj svet, 8 točk skladba Obrni se, 10 točk skladba Poberi me in 12 točk prejme skladba Na temni strani večera. Vsem tekmovalcem želim vso srečo naprej v tekmovanju, predvsem pa želim veliko veselja in zabave ob ustvarjanju glasbe. Naj bo ta z vami čim dlje. No, da ima 1 milijon ogledov. Zelo simpatična in prijazna gospodična. Zelo, zelo. Tako da zdaj, kaj čem reči, nekdo mi je rekel, da moram pač jaz kakor videti tisto, česar recimo ti, ne? To si me pozval, zato si me povabil, zato sem se javila. Sama ušesa so me. Ne, hotela sem samo reči, da je Manca v gozdu bila, v naravi, kjer je vse tako lepo, da ima zeleno kapo na glavi, da ima dolge lase in to, kar si rekel, zgleda prijazna in taka super fajn gospodična. Samo opis. Ja, zdaj pa ti še povej en vid. Audiodeskripcija ti gre? Ja, mi gre, ja. Ne vem samo zato, zakaj, če ima tako čudovite lase, jih mora skrivati pod kapo. Se jih ne skriva, ima toliko dolge, da ven gledajo. Ja, do pasu, vsaj. Ja, zdaj pa tako zgledala, kot da uponašam volk. Tudi Manca Trampuš je kot strokovna žirantka svojo nalogo opravila, pa poglejmo, ali so njeni glasovi spremenili stanje na lestvici. Tako, po Mančinem glasovanju je na 4. mestu še vedno Aleš Kuhar s 64 točkami, na 3. mestu Uroš Pleskovič, zdaj ima 68 točk, drugo mesto zaseda Tadej Grum, dobil je 76 točk do zdaj, na 1. mestu pa ostaja Mitja Osolnik, zdaj smo mu pripisali 10 točk več in jih ima skupno 80. V Mihatu bom kaj jaz povedala, sem ga že srečala. Jaz sem ga imel pred 15 leti na intervjuju, še več, pa sem že pozabil veliko. Pa ti povej. Nekar izvoli. Ne, sej. Si ga intervjuju, jaz ga nikoli nisem intervjuvala. Jaz rečem, dober dan, kako si? To je vas intervju, ki ga jaz imam z njim. Ja, odličen je, pel je včasih s Polono Kazalo duetko, ne? Ja. Mislim, da je nekaj sodeloval celo z Bigfoot mamo. Kaj sodeloval? On je napisal večino njihovih hitov. No, evo, vidiš. Pa pravi, da ne ve. Vem, toliko sem se že naučila. Informirala. In menda je on kriv za skladbo Črn tulipan. Res je. Ta skladba je pa nastala zato, ker je njegova žena je z Nizozemske, odkudar so tulipani doma. In ona je imela, no zdaj že ne več, ampak je imela črne lase, ko je spoznal, takrat mislim, da je imela 15-16 let. In kasneje, ko je to skladbo napisal, jo je napisal z mislijo na pač njeno lepoto, njene črne lase in na to, da prihaja z Nizozemske. In o tem mi kričimo, a ne, vsakič, ko slišimo, no ne znam pet, zato ne bom jaz ne, se zakričiš pa v redu. To pa ja, to mi pa gre. Kaj pa gremo zdaj k Guštiju? Zdaj pa lahko k Guštiju, klele vidim, da je na terasi gor. Lep pozdrav. Jaz sem bil čisto navdušen nad vami, slepimi in slabovidnimi, kako dobre komade delate, ampak sem mogel, glede na to, da sem v žiriji, tudi vas razvrstiti po moji oceni od 1. do 4. 6 točk bo dobil Aleš Kuhar, 8 točk bo dobil Uroš Pleskovič,
10 točk bo dobil Tadej Grum in bravo 12 točk Mitja Osolnik. Čestitke še enkrat vsem. Evo, kratko in jedrnato je odglasoval. On ima tudi malo daljše lase, no. Ne skriva jih pod kapo. niso do pasu. Miha Guštin Gušti danes ni delil tulipanov, pač pa točke od 6 do 12. Z njegovimi ured je stanje na lestvici naslednje. Aleš Kuhar, 4. mesto, 70 točk, Uroš Pleskovič, 3. mesto, 76 točk, Tadej Grum na 2. mestu, 86 točkami in Mitja Osolnik na 1. z 92 točkami. Zdaj prihaja na oder Zara Smrtnik. Ja. In potem kot članica strokovne komisije dala svoj glas. Lep pozdrav. Pozdravljeni. Jelena, imaš kako vprašanje za našo odlično pevko in prvo zmagovalko festivala Pesem? Ja, veliko vprašanj, kako se naučiš tako peti prvo. Moraš vaditi, pa predvsem pa v tem uživati. Jaz uživam in vadim, to Pod lahko moji tušem? domači povejo. Pod Ne, tušem? tudi tako, na hodniku, po sobah, po Ti kuhinji. si pa pogumna. Zelo, samo potem pridejo kritiki. Nič mi ne pomaga. Kaj pa Zara, položnica za javni red in mir? Tudi. Morda je potrebno še malo talenta. Ja, se mi je zdelo. Ta talent, ne, to je tisto, ki me muči. In do tega ne pridem, ne glede na to, koliko se oziram, koga iščem. Tako da, Pa ni v redu, eni pojejo, eni pa govorimo. Vem, ampak jaz bi... A veš, ker enkrat je bil en pilot, ko je jecljal, ne? Ja? Pa ni vedel, kako naj potnikom pove, da levo krilo gori. Je pa zapel, levo krilo pa gori, oni pa njemu nazaj. Ja, kar zaploskajte. Zdaj si pa tudi jaz zaslužim aplauz. Ja, pa še lepo si zapel. Zara, nekoč si ti takole trepetala ob izidu, kaj ne? Tako je. Danes ti povzročaš, da trepetajo drugi. V kateri vlogi je boljše? Obeh je zanimivo biti. Ja, ne? Krasno. Ampak da te ne mučimo dolgo, pa da ne mučimo predolgo naših tekmovalcev, pevcev, kar izvoli svoje točke. Ja, jaz bi najprej vsem tekmovalcem se čestitala, bili ste odlični. Zdaj pa majhne razlike, bilo je zelo težko se odločiti, ampak ja. Torej, jaz bom dala svojih 6 točk pesmi Ti si moj svet, Aleš Kuhar. 8 točk bom dala pesmi Na temni strani večera, Tadej Grum. Mojih 10 točk gre skladbi Poberi me, Mitja Osolnik in 12 točk dam pesmi Obrni se, Uroš Pleskovič. Hvala lepa za te tvoje glasove. In Zara, kaj ne rečem, na naslednjem festivalu te zopet morda pričakujemo v tekmovalni vlogi. Morda. Le opogumi se, le odloči se, kaj ti festival iz leta v leto raste, vse bolj je tudi obiskan, kar nas izredno veseli. Tudi na YouTubeu pričakujemo 1 500 000 ogledov. Za vsake 100 000 ogledov je predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije obljubil en piknik. Bravo. Hvala, Zara. Hvala, Zara. Hvala vam. In Jelena, ti, ki imaš rada pravila oziroma se jih držiš pravil, kakšen je sedaj redosled? Redosled, kako zanimiva beseda. Okay. Jaz sem hotela pogledati sicer na semafor, ampak ga zaenkrat še nimam. Tako da bomo... Po moje bomo mogli nekega, ko bo usmerjal promet, poklicati. Ne dela. Dela. Zara Smrtnik je točke podelila kot predstavnica slepih in slabovidnih glasbenikov. Kakšen je pogled na lestvico po nocojšnjem predzadnjem glasovanju? Vrstni red se sicer ni spremenil, zato pa naši tekmovalci iz kroga v krog dobivajo več točk. Aleš Kuhar še vedno na 4. mestu s 76 točkami, Uroš Pleskovič ostaja na 3. mestu z 88 točkami, Tadej Grum
na drugem s 94 točkami in na prvem mestu Mitja Osolnik s 102 točkama. Še enkrat bomo povabili na oder Aleksisa, Tako. kot sem prej napovedala, zaradi tega, ker predsednik je pel. Predsednik In bo še je enkrat. pel. Ja, Ja. točno to. Tako da aplavz za Aleksisa. Jelena, upam, da zaigra Golico, me zanima, kako besedilo si bo predsednik zmislil. Mene tudi. Hvala. Najlepša hvala. Gospod predsednik, vi pa ste imeli oddajo, želeli ste, poslušajte. Super, semafor imamo, spet gremo okrog tebe. Evo, to je... Semafor dela, ne Dela. Odlično, ampak ga bomo že zdaj? Ja, seveda. Ja, zdaj povemo pred zadnjim glasovanjem, Tako, ker imamo pred še zadnjim enega glasovanjem. žiranta, strokovne Tako, žirije in mislim, tako. da je prav, da povemo, napetost bo naraščala, ne, in Tako. potem bomo prišli do... No, se razumeš. Ja. Skratka. Aleš Kuhar še vedno na 4. mestu s 76 točkami, Uroš Pleskovič ostaja na 3. mestu z 88 točkami, Tadej Grum na drugem s 94 točkami in na prvem mestu Mitja Osolnik s 102 točkama. Tole gre pa res na tesno. Aha. Ja. Kaj pa to? In kolikor poznam zadnjega žiranta, bo precej ponosen, da bo njegova ta zadnja. Tako da na oder vabiva gospoda Janeza Kernca, predsednika odbora za kulturo pri Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije. Evo. Tako. Tole. Veš, gospod Kerenc prihaja iz Dolenjske. Nisem vedela. In veš, koliko moraš tam spiti, da napihaš 0,5? Ne. 14 dni nič. Ampak to ne pomeni, da gospod Kerenc vidi dvojne glasove. Ampak hlapi držijo. Gospod Kerenc, lep pozdrav tudi vam. Ja, hvala lepa tudi. Kaj bi povedal v imenu strokovne komisije in kot predsednik odbora za kulturo? Preden podate glasove, a mu boste dali en mikrofon? Imam že, Vsega veš. ima? Pogledaj, dejte ga bolj kustom, prosim. Jaz vas vse skupaj v imenu Komisije za kulturne dejavnosti pri Zvezi društev slepih in slabovidnih prav lepo pozdravljam. Takle dogodek, kakršen je danes, je lep primeren, da se tudi slepi pokažejo s svojimi talenti. Žal je malo manjša udeležba. Mislim pa, da bomo morali mi na društvih poskrbeti, da bomo spodbujali vse tiste, ki se ukvarjajo s to zvrstjo te glasbe in jih spodbujati, da se tudi oni priključijo in tako bomo mogoče prišli čez čas z večjim številom na tako prireditev. Toliko o tem, seveda lahko pa rečem, da ste bili vsi štirje dobri, odlični izvajalci in težko se je bilo treba odločiti, ampak odločil pa sem se takole, lahko kar povem. Ne? Ja, prosim. Izvolite. 6 točk za pesem Na temni strani večera. 8 točk za pesem Poberi me. 10 točk za pesem Ti si moj svet in 12 točk za pesem Obrni se. Gospod Kerenc je bil kot predstavnik strokovne žirije zadnji glasovalec letošnjega izbora za Pesem vidi dlje. Poglejmo, kako se je vse skupaj razpletlo in kdo je zmagovalec letošnjega izbora. 4. mesto s 86 točkami je zasedel Aleš Kuhar s pesmijo Ti si moj svet.
Tole je nagrada, takole. Izvolite. Aleš je pa takole pred vami. Evo. Bravo. Tretjeuvrščeni Tadej Grum. Tretjeuvrščeni Tadej Grum, vidiš, kaj si si zapomnil. Jaz pa gledam, kje je semafor. 100 točk in s tem tretje mesto je zasedel Tadej Grum s skladbo Na temni strani večera. Čestitam. Upam, da boste uživali na koncertu junija. Čestitke. Ja, mislim, da bo Tadej neskončno užival. Spoštovane gospe in gospodje, spoštovani slepi in slabovidni člani in tudi vaši prijatelji, na tem mestu vam v svojem imenu in v imenu strokovne službe Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije dolgujem opravičilo za tehnične nedoslednosti, ki so se pripetile pri izvedbi petkove prireditve Pesem vidi dlje in so posledično privedle do neljubega spodrsljaja na zaključku prireditve. Namreč do napake pri razglasitvi zmagovalca letošnjega tekmovanja Pesem vidi dlje 2025. Kako je do tega prišlo, se vsi sprašujete. Prireditev Pesem vidi dlje si pri Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije želimo dvigniti na višjo raven, saj si prizadevamo k temu, da bi s svežim in sproščenim pristopom k sodelovanju pritegnili tudi mlajše glasbenike in glasbenice, kot tudi novo širše občinstvo. Poleg privlačnih nagrad smo letos tako poskusili z novim audiovizualnim prikazom sprotnega točkovanja, ki pa je na žalost tehnično odpovedal, kar je botrovalo napačnemu izračunu doseženih točk in posledično grobi napaki pri razglasitvi zmagovalca na prireditvi. Po temeljiti analizi dogodka in naknadnem večkratnem preštevanju javno dodeljenih glasov se je tako izkazalo, da smo zmago prepisali glasbeniku, ki ni zbral največ glasov. Kako naj to popravimo? Vsem tekmovalcem, članom žirije, obiskovalcem prireditve, kakor tudi vam, gledalcem in gledalkam ter poslušalkam in poslušalcem, se tako še enkrat iskreno opravičujemo. Dobronamerno kritiko razumemo in jo z vso odgovornostjo sprejemamo, hkrati pa že danes iščemo varovalke, s katerimi se kaj podobnega v prihodnje ne more in ne sme ponoviti. Kdo bo zastopal slovenske barve na tekmovanju EU Low Vision Song Contest v Berlinu dne 16. maja 2025, izveste v nadaljevanju. Ostanite z nami in tudi v bodoče. Hvala za vaše razumevanje in za zaupanje. Vaš glavni tajnik Štefan Kušar. 100 točk in s tem drugo mesto je z enakim številom točk kot tretjeuvrščeni Tadej Grum, vendar pa z večjim izkupičkom maksimalnih 12 točk od posameznega glasovalca zasedel Uroš Pleskovič s pesmijo Obrni se. O, prosim, daj obrni se, čeprav šele enkrat, na pol poti ne pusti me, ne zapiraj vrat, saj še drevesa na jesen vse odvržejo, da ko pomlad povrne se, znova zacvetu. Žirijo pa je skupno 110 točkami najbolj prepričal in s tem dosegel prvo mesto na letošnji izvedbi Pesem vidi dlje Mitja Osolnik s skladbo Poberi me. S to pesmijo bo Slovenijo predstavljal na Low Vision Song Contest festivalu, ki bo 16. maja preko spleta potekal v Berlinu. Čestitke vsem izvajalcem, hvala obiskovalcem in lep pozdrav s pesmijo Poberi me. Dolga je cesta do cilja, do mesta,
kamor korak si želi. Še preden verjameš, ob cesti ostaneš, duša obupno kriči. Poberi me, jaz hočem naprej, poberi me prek postavljenih mej, poberi me, jaz nočem ostati, poberi me. Pobrata kolisa, zapuščaš nebesa, že si čist blizu pekla. In čakaš nekoga, ali vraga, ali Boga, da skupaj naprej bi odšla. Poberi me, jaz želim si naprej, poberi me prek postavljenih mej, poberi me, jaz nočem ostati, poberi me, poberi me. Nočem ostati, poberi me, jaz želim si naprej, poberi me prek postavljenih mej, poberi me, jaz nočem ostati.